Zdaj pa k izraelski politični sceni in vprašanju aretacije ultraortodoksnih študentov ješive, ki se niso odzvali na obvezno služenje vojaškega roka. Parlamentarni odbor za zunanje zadeve in obrambo je danes odobril predlog zakona, ki bi zamrznil te aretacije, kljub pravnemu mnenju, ki opozarja, da bi takšen ukrep lahko naletel na resne ustavne težave. Predlog zakona je bil odobren za drugo in tretje branje in naj bi še ta teden prišel na plenarno zasedanje Kneseta. Zdaj ga koalicija pospešuje kot del dogovora z ultraortodoksnimi strankami, o katerem poročajo mediji. Izrael od večine judovskih državljanov zahteva služenje vojaškega roka. Vendar so široke izjeme, ki so jih zgodovinsko podeljevali verskim moškim, ki se polni čas posvečajo študiju v ješivah, sprožile burne politične in pravne spore. Tisti, ki so prejeli vpoklic, a se niso javili, so lahko aretirani kot izogibavci vojaški obveznosti. Za več informacij z veseljem pozdravljamo Amirja Vajtmana, vodjo libertarnega kluba v stranki Likud, ki se nam zdaj pridružuje iz Jeruzalema. Najlepša hvala za vaš čas. Na političnem področju je vedno veliko za razpravljati, vendar bi rada začela z glavno novico dneva, uradnim datumom volitev, 27. oktobrom. Bilo je veliko ugibanj o tem, kdaj bo volilni dan. Mnogi so menili, da je za Benjamina Netanjahuja kasnejši datum boljši. Kakšno je vaše mnenje o tem datumu? Ja, mislim, najprej, to je prvič po letu 1988, da so volitve v Izraelu pravočasno. Torej, to je 38 let dolgo obdobje. Tako da bi lahko po eni strani rekel, da je to dober politični uspeh, da je vladi uspelo zdržati do konca mandata. Iskreno povedano, nisem verjel, da se bo to zgodilo in mislim, da večina ljudi ni verjela, da bo prišlo tako daleč. Po drugi strani pa se moramo zavedati dejstva, da volitve potekajo pravočasno, po načrtu. Ker imajo vsi akterji v trenutni koaliciji velik interes, da teh volitev ne bi bilo niti en dan prej, kot se zdi, da je trenutna koalicija. Gre proti zelo slabemu porazu na volitvah. In zato je jasno, da imajo vsi interes, da bi bile volitve čim kasneje, da bi ostali na oblasti, dokler je to mogoče. Po eni strani pa poskušajo doseči uspehe, še posebej glede varnostne in politične situacije, kot je na primer narediti Likud bolj sprejemljiv za širšo javnost. Kaj točno mislite s tem, da je sprejemljiv? No, recimo takole. Ne bi bil presenečen, če bi se do volitev zgodili pomembni dogodki, še posebej na področju varnosti. Ne bi me presenetilo, če bi imeli še en krog z Iranom, z nečim v Gazi ali v Libanonu, ne vem. Ampak zelo bi bil presenečen, če bi bili čez 3 mesece v isti situaciji, kot smo zdaj. Lahko podrobneje razložite, kaj pravite zdaj? Ali namigujete, da bi zaradi volitev 27. oktobra Izrael lahko sprejel nekatere vojaške ukrepe, ki morda niso upravičeni? Ali na to namigujete? Lahko pojasnite, kaj namigujete? Ne, tega nisem namigoval. Mislim, da vemo. Poslušajte, Netanjahu govori o iranskem vprašanju že več kot 30 let, odkar je na oblasti, pravzaprav pa še veliko prej, verjetno že od začetka 80. let o tem govori. In mislim, da je to njegovo življenjsko poslanstvo. In mislim, da ne želi zapustiti položaja, ne da bi dokončal delo. In vsi vidimo, da delo ni bilo dokončano. In zato mislim, da je potreben še dodaten korak. Zdaj pa natančno vemo, kako bo ta dodaten korak izgledal. In to pomeni uničevanje energetske infrastrukture Irana. Naj bo to nafta, plin in tako naprej. Ne izmišljam si ničesar. To je javno povedal obrambni minister Izrael Katz. In če mene vprašate, mislim, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj mesecih in pred volitvami. In to se mora zgoditi, ker Netanjahu tega ne more preložiti po volitvah. Ker če to stori, potem to ne bo več v njegovih rokah. Če se ankete dejansko uresničijo in res izgubi volitve ter se vrne v opozicijo ali se povsem umakne iz politike. Tako ali drugače moramo te stvari zdaj zaključiti. Mislim, da je to upravičeno.
To vsekakor ni politična poteza, veste, v ciničnem pomenu besede. Ampak mislim, da bo urnik, če želite, določen s političnimi omejitvami. To velja za Ameriko, to velja za Izrael. In tako pač je življenje, nič ni narobe s tem. Če Donald Trump prosi Benjamina Netanjahuja in posledično seveda tudi IDF, naj se vključi v še eno operacijo, bo seveda upošteval ta poziv. Ne, to je očitno, ampak o tem sploh ne govorim. V zadnjih nekaj dneh smo slišali vedno več sporočil, predvsem od ministra za obrambo. Spet Izrael Katz pravi, da ima Izrael sposobnost to narediti sam v povsem izraelski operaciji. In spet ne govorimo o mesecih bombardiranj. Vse skupaj je mogoče opraviti v največ 48 urah, morda celo v manj časa. Govorimo o zelo, zelo natančni operaciji, recimo 1 ali 2 dni, da bi popolnoma uničili energetsko infrastrukturo Irana. Moramo razumeti, da polovica ali celo več kot polovica proračuna iranskega režima prihaja od prodaje nafte in plina. Ko uničite naftno in plinsko infrastrukturo Irana, izgubijo te prihodke. To pomeni, da jim čez noč odvzamete polovico proračuna. Ne poznam nobene organizacije, zagotovo pa ne države, ki bi bila sposobna, veste, ima 50% zmanjšanje proračuna in preživi, kot da se ni nič zgodilo. To bo zelo, zelo pomembno za življenje iranskega režima. In zelo dvomim v njegovo sposobnost dolgoročnega preživetja, če se kaj takega zgodi. Zagotovo bo zanimivo. Mnogi v Izraelu menijo, da delo še ni končano in da ga je treba opraviti. Zelo na kratko, o tem smo že govorili prej v oddaji in omenili obrambo, ko gre za odbor Kneseta, ki napreduje s predlogom zakona o zamrznitvi aretacij ultraortodoksnih izmikalcev vojaški obveznosti. Kakšen je vaš občutek, kako bi ta poteza lahko vplivala na občutke ljudi, ko bodo konec oktobra oddali svoj glas? Prosim, na kratko. Verjamem, da ljudem to ne bo všeč. Ampak, če sem iskren, mislim, da je to prava poteza, ker čeprav mi vsi ti zakoni niso všeč, posebej v tem primeru, menim, da je prav, da mladi haredski fantje pridejo v zapor, je dejansko kontraproduktivno. To jih naredi za junake v očeh širše ultraortodoksne javnosti. Mislim, da to deluje proti interesom izraelske vojske in širše izraelske javnosti, zato temu zakonu ne nasprotujem. To bo zagotovo tudi zelo zanimivo. Mnogi bi trdili, da mladim vernikom ni nujno treba sodelovati v bojnih enotah. Obstaja še veliko drugih vlog, ki bi jih lahko prevzeli kasneje. A tukaj bomo zaključili. Amir Weitman v živo iz Jeruzalema, hvala. Ta pogovor se bo zagotovo nadaljeval. Cenim vaš čas. Hvala.